Majhni križanci so tisti, ki zadnje leta poskrbijo za največje trume kupcev v prodajne salone. Lani skoraj 12.500, letos pa bo številka presegla 13.000. Zato je jasno, da so pri Volkswagenu morali pokazati svojega zanimivega predstavnika in vaba za kupce je tokrat novi T-Cross. Jaz smo pravim kar mali T, ker zunaj zelo spominja na največji Touareg, predvsem zaradi na široko razpotegnjene maske spredaj. Zadek pa je zanimiv zaradi luči, ki jih povezuje tale črna plastika in zaradi nje vse skupaj deluje bolj nagajivo. Potem je tukaj še nekaj okrasne plastike, vse okrog, da daje vtis mogočnega terenca, čeprav ni. Ga boste pa zaradi tega hitreje opazili, to pa itak glavni namen. 4 metre in 11 cm meri v dolžino, torej dobrih 5 cm daljši od pola in dobrih 12 tudi višji, zato bo v notranjosti nekaj več prostora. Za glave zaradi višine itak, zadaj za noge pa tudi zaradi vzdolžno-pomične klopi, ki se pomakne za kar 14 cm. To se pozna tudi v prtljažniku, ki bo do prihoda Renaultjevega Capturja največji v razredu in ponuja od 385 do 455 litrov. Ja. Edino tista luknja, ki nastane, ko klop potisnete povsem naprej, je tečna, ker je globoka in se v njej hitro kaj izgubi. Voznikovo okolje je prepoznavno in moderno, zato so tule pred mano digitalni merilniki, ki stanejo dobrih 360 € in jih priporočam, zato ker jih je mogoče prilagoditi na vse možne načine. 8-palčni zaslon multimedijskega sistema je hiter, odziven in tudi ločljivost je dobra, pa še nov volan ima. Notranjost bi bila kar dolgočasna, če ne bi popestrili z dekorativnimi elementi, ki so tukaj sicer v črni, jaz bi raje izbral kako bolj živo barvo. Je pa hecno, kako so se pri Volkswagenu včasih hvalili s tem, kako imajo kakovostne materiale, sedaj pa ima že vsak tekmec boljše, ker je tukaj sam še trda plastika. Mislim, to je trdo, 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 vse je sam še trda plastika. Evo, za premikanje je tokrat zadolžen litrski turbobencinski trivaljnik, kar verjetno slišite, ne? Ki da od sebe 85 kW, se pravi 115 konjev in 200 Nm navora. In nikoli nimaš občutka, da je moči premalo. Do 100 se požene v 10 sekundah, 6-stopenjski ročni menjalnik pa je natančen in zadovoljiv. V bistvu je ta motor za tale avto prav super, porabi pa dobrih 6 litrov. No tudi sicer pa je T-Cross med vožnjo lahkoten in prijeten, deluje kot kak ustrežljiv kužek, ker čist nič mu ni odveč. V ovinkih ni veliko nagibanja, vožnja v mestu in na avtocesti je udobna, le na slabših podlagah občasno blažilniki ne morejo oblažiti vseh lukenj, kar je pa podobno tudi pri konkurentih. Krmiljenje je precej lahko, kar pride prav v mestih, pri večjih hitrostih pa malo utrdi, da je vse skupaj bolj prijetno. Dolg je tudi seznam asistenčnih in varnostnih sistemov. T-Cross pa zna v osnovi sam zavirati v sili, ohranjati vozni pas in opozarjati na vozila v mrtvem kotu in na prečni promet od zadaj. V vsakem primeru pa doplačate za let luči. Stanejo sicer jurja, ampak noč spremenijo v dan. Me pa moti, da je treba za kamero zadaj pri vseh paketih opreme doplačati vsaj 250 €. Za vstopni primerek pripravite 16.000, tale z nekaj opreme vas bo olajšal za 23.000, kar seveda ni malo, ampak za avto, ki je oblikovno veliko bolj kul od pola, da vas bodo hitreje tudi sosedje opazili, se pa že splača, a ne?